Ste že kdaj izrekli stavek: "Jaz pa že ne bom taka kot moj oče oziroma moja mama, ne bom delala istih napak"? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Pri medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju smo se v večji meri pogovarjali o prenosu znanja iz ene generacije v naslednjo generacijo. Tokrat pa bi vas rada opozorila, da obstaja tudi medgeneracijski prenos vzorcev, na katere pa ne moremo vplivati. Te vzorce smo na nek način podedovali. Naše odraščanje v družini, dogodki in osebe zelo zaznamujejo naš način razmišljanja in čustvovanja. Govorimo o tem, kakšne navade, besede in nenazadnje odnose smo prevzeli od doma. Postanejo nam tako domači, da jih posvojimo in se globoko zasidrajo v nas. Tako jih preprosto nezavedno prenašamo naprej v svojo družino, v svoj način življenja in tudi v svoj partnerski odnos. Če pa pogledamo še širše, prenašamo to naprej v družbo, v skupnost, državo in tudi svet. Največkrat se medgeneracijskega vzorca, ki se je prenesel, zavedamo šele takrat, ko postanemo starši, ko na nek stresni točki v življenju odreagiramo tako kot naši starši. Takrat odkrijemo, da je preprosto to del nas. Mislimo že lahko, da živimo svoje življenje, ki ga gradimo po lastni začrtani poti, da smo pri tem neodvisni, a neizbežno je spoznanje, kaj nosimo v sebi. Zelo pomembno je zavedanje, da smo sami odgovorni za to, kako bomo vzgajali svoje otroke in ali bo ta vzgoja drugačna. Tu pa odigra pomembno vlogo razmišljanje, kaj bi si mi kot otroci želeli od svojih staršev. Predvsem pomislimo na doživetja in izkušnje, ki smo jih mi v tistem času pogrešali od svojih staršev, česar nam je manjkalo ali pa imeli preveč, kajti tako bomo lahko spremenili medgeneracijski prenos vzorca. Zasledila sem tudi zapis, da če se travma ne ozdravi oziroma ne predela v generaciji, v kateri je nastala, potem se le-ta lahko prenaša tudi do 4 generacije v rodu. V Sloveniji je v letu 2019 potekala tudi raziskava o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, kjer so ugotavljali, v kolikšni meri finančni položaj staršev vpliva na materialni položaj otrok, ko ti odrastejo. Ugotovili so, da dosežena izobrazba, status delovne aktivnosti in poklic staršev v precejšnjem obsegu vpliva na to, kakšen bo materialni položaj njihovih otrok, ko ti odrastejo. Prav tako se v zdajšnjem finančnem položaju oseb odraža finančni položaj gospodinjstva, v katerem so te osebe živele v času mladosti. Naš odnos do vprašanja, kaj nam je v življenju pomembno, igra zelo vidno vlogo pri vzgoji in življenju, ki ga posameznik bo prinesel v naslednjo generacijo. Zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.